Lep pozdrav vsem in hvala za besedo. Nadaljujemo torej s prejšnjo temo in prilagoditvami klasifikacijskih načrtov organom javne uprave, ali natančneje v našem primeru izzivom, ki so se pojavili pri pripravi klasifikacijskega načrta za RTV Slovenija. V televizijskem arhivu in dokumentaciji je bilo namreč v preteklosti že pripravljenih nekaj predlogov klasifikacijskega načrta, ki pa v praksi niso zaživeli. V zadnjem času se je ponovno izrazila močna potreba po pripravi notranjih pravil in s tem tudi posledično klasifikacijskega načrta. Ta naloga je na RTV Slovenija padla na ramena 3 oddelkov, ki se v primarni funkciji ukvarjajo s hrambo dokumentarnega in arhivskega gradiva oziroma z njegovo digitalizacijo. To so TV arhiv in dokumentacija, mediateka in radijski arhiv ter centralni arhiv dokumentov. Tekom procesa priprave klasifikacijskega načrta pa seveda ni šlo vse po načrtu, ker smo trčili v več različnih problemov oziroma danes bolj aktualno in optimistično rečeno izzivov. Namen tega referata je torej predstavitev nekaterih zagat v zvezi s pripravo klasifikacijskega načrta, ki jih je porodila možnost različne interpretacije zakonodaje in posledično razumevanje nekaterih ključnih pojmov, kot so dokumentarno in arhivsko gradivo, pa dokumentarno gradivo v elektronski obliki in recimo pojma specifično dokumentarno gradivo. O slednjem namreč v knjigi Poslovanje zapisi piše tudi Vladimir Žumar. Ta pojem je pa zgolj omenjen tudi v uredbi o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, ki ni v veljavi sicer že od leta 2005, in pa v Zakonu o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva in arhivih. Ampak začnimo na začetku. Zakaj se nam je to temo sploh zdelo pomembno odpirati? Ker so nerešena teoretična vprašanja v zvezi s to tematiko začela v veliki meri vplivati na napredek pri našem delu, kar je v našem primeru pomenilo, da je pri branju uredb in zakonov prihajalo dejansko do različnih razumevanj in interpretacij pojma klasifikacijski načrt in pa tudi nekaterih ostalih tehničnih pojmov. To pa je privedlo do zastoja pri delu, torej pri samem procesu priprave klasifikacijskega načrta. Ampak najprej poglejmo teoretične osnove in o čem sploh govorimo, ko menjamo klasifikacijski načrt. Uporabo klasifikacijskega načrta pri poslovanju javnih organov, med katere sodi tudi RTV Slovenija, torej določa uredba o upravnem poslovanju iz leta 2018. Definiramo ga kot sistem za razvrščanje dokumentov, zadev in dosjejev, ki nastajajo v neki organizaciji in sicer na podlagi vsebine. Običajno je sestavljena na podlagi 3 do 5 mestne decimalne klasifikacije in opisa vsebine posameznih klasifikacijskih znakov. Klasifikacijski načrt torej služi za razvrščanje in odlaganje rešenih spisov ter zadev v arhivih organov, služi pa tudi kot osnovni pripomoček za pristojne arhive, s pomočjo katerega lahko potem le-ti vrednotijo dokumentarno gradivo in seveda odbirajo arhivsko gradivo. Sliši se vse skupaj torej precej jasno in preprosto. Kje torej sploh leži težava? No, v nadaljevanju bom predstavila in pokomentirala najbolj pereča vprašanja, ki so se nam oziroma se nam še zastavljajo in nam predstavljajo miselni izziv pri pripravi klasifikacijskega načrta. Prvo in osrednje vprašanje, okoli katerega se bomo vrteli, kot mačka okoli vrele kaše, je, ali je razvrščanju na podlagi klasifikacijskega načrta podvrženo samo gradivo, ki nastaja pri poslovanju organizacijskih enot, na primer pri poslovanju TV arhiva, ali tudi arhivske zbirke, ki jih hranijo te enote. Zakaj je ta problem pri nas v bistvu aktualen? Zavedati se moramo, da televizijski arhiv, ki ima značaj tekoče zbirke, težko deluje striktno v skladu z nekaterimi postopki, ki so zapisani v arhivski zakonodaji.
Zakonski postopki so namreč napisani za primere, ko so javnopravne osebe kot ustvarjalci gradiva ločene od arhivov. Temu so prilagojeni tudi postopki za vrednotenje, odbiranje in predajo gradiva arhivom. Ti postopki pa so za RTV, ki je vitalno vpet v televizijski proces, pogosto neuporabni. Postopki za odbiranje arhivskega gradiva na televiziji sicer ne v celoti, pa vendarle primarno temeljijo na potrebah televizijskega programa in interesu uredništev po ponovni uporabi arhivskega materiala. Kaj nas torej ovira pri striktnemu sledenju črki zakona? Predvsem dejstvo, da gradivo, ki pride v televizijski arhiv, prihaja dnevno in prihaja v velikih količinah. In zato odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega na 5 let, kot recimo predvideva uredba o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, v tem arhivu ni realna in ne pride v poštev, ker enostavno tudi fizično ni prostora na arhivskem strežniku in ker se oddaje po drugi strani lahko reciklirajo takoj, ko pridejo v arhiv. Se pravi, oddaje ne morejo stati na arhivskem strežniku veliko časa, vendar jih je potrebno takoj vedeti, kaj imamo v arhivu, ker se lahko to naslednji trenutek še takoj uporabi v pripravi naslednje oddaje. TV arhiv, torej od javnopravne osebe, ki je RTV Slovenija, ki ustvarja arhivsko gradivo, ni ločen, temveč je del produkcijskega in predvajalnega sistema. Tako v arhivu dnevno nastaja dokumentacija povezana s poslovanjem arhiva, to je ene vrste dokumentarnega gradiva, hkrati pa dobiva arhiv v arhivsko zbirko programsko produkcijo Televizije Slovenija, se pravi drugo vrsto dokumentarnega gradiva. To vprašanje je povezano z različnimi, torej neenotnimi definicijami dokumentarnega in arhivskega gradiva v zakonih in uredbah, ki urejajo področje upravnega poslovanja in varstva dokumentarnega gradiva. Torej, definicije so načeloma popolnoma jasne, vse dokler nismo primorani upoštevati več pravnih aktov naenkrat. V naslednjih slajdih bomo na enem mestu zbrala več različnih pogledov in definicij o dokumentarnem gradivu. Da bomo imeli primerjavo, zakaj v bistvu prihaja do begajočega pogleda na to tematiko. ZVDAGA v razlagi izrazov opredeli dokumentarno gradivo kot vse vrste in oblike zapisov, ki so nastali ali bili prejeti pri poslovanju pravnih in fizičnih oseb. Arhivsko gradivo pa kot dokumentarno gradivo, ki ima trajen pomen za zgodovino, znanost in tako naprej, ter za pravni interes pravnih in fizičnih oseb. To definicija je znana praktično vsem arhivistom. Vladimir Žumar na drugi strani v poslovanju zapisi dokumentarno gradivo opredeli precej bolj natančno, in sicer, da je dokumentarno gradivo, oziroma kot pravi dokumentacija, izvirno in reproducirano pisano, risano, tiskano, fotografirano, filmano, fonografirano, magnetno, optično ali kako drugače zapisano gradivo, ki je bilo prejeto in ki je nastalo pri poslovanju in delu pravnih ter fizičnih oseb. Sestavljajo ga pa recimo uradni dokumenti, spisi, zadeve, dosjeji, uradne knjige, kartoteke in predvsem, kar je za nas pomembno, tudi slikovni, filmski in zvočni zapisi ter drugo gradivo, ne glede na obliko zapisov ali obliko njihovih nosilcev. Potem imamo tukaj še definicijo uredbe o upravnem poslovanju, ki se definira dokument kot izviren ali reproduciran, torej pisan, risan, tiskan, fotografiran, fotokopiran, fonografski, v elektronski obliki ali kako drugače zapisan zapis, ki je bil prejet ali je nastal pri delu organa in je pomemben za njegovo poslovanje. In v sklopu ta definicija ne bi se potem nanašala tudi na dokumentarno gradivo, teoretično, ki nastaja med drugim tudi v televizijskem arhivu. Torej, kljub temu, da ta uredba o upravnem poslovanju omenja fonografski zapis kot enega izmed
zapisov, ne omenja pa konkretno audiovizualnega gradiva. Čeprav bo potem marsikdo rekel, da to tako ali tako spada v pripis, kako drugače zapisan dokument. Ampak tukaj so omenjene dejansko, nekako kot jaz razumem, dokumentacija, ki nastaja pri poslovanju arhiva in ne kot nek kreativni produkt določene institucije, konkretno tukaj RTV Slovenije. Potem je pa tu še vprašanje specifičnega dokumentarnega gradiva, ki ga Zavadaga samo omenja. O njem pa je govoril tudi 75. člen uredbe o poslovanju organov javne uprave z dokumentarnim gradivom, ki od leta 2005 ni več v veljavi. Ampak niti Zavadaga, niti sedaj že ta neveljavna uredba nista definirala, kaj specifično dokumentarno gradivo sploh pomeni. In pri iskanju definicije smo se ponovno morali opreti na Vladimirja Žumra, ki je med specifično gradivo uvrstil tudi fotografije, filme in magnetne ter optične nosilce zapisov, torej gradivo, ki ga v svoji osnovi hrani televizijski arhiv. Kar je zanimivo je, da za tovrstno gradivo Žumar ne predpostavlja razvrščanja na podlagi klasifikacijskega načrta, kot to predvideva za dokumentarno gradivo javnopravnih oseb v fizični obliki in elektronsko dokumentarno gradivo, temveč piše, da se specifično dokumentarno gradivo hrani v zbirki, kjer je urejeno po vrstah gradiva, letih in drugih elementih razvrščanja, ustrezno označeno in tehnično opremljeno. Po tej predstavitvi definicij upam, da bolj razumeti dilemo, s katero se spopadamo, in zakaj je priprava klasifikacijskega načrta že od samega začetka v tako imenovani filozofski fazi, predvsem glede tega, katero kot dokumentarno gradivo je sploh predmet klasifikacije. Ker tega v procesu priprave klasifikacijskega načrta za RTV še nismo razčistili, smo v prve osnutke klasifikacijskega načrta vključili tako poslovno dokumentacijo, kot gradivo iz arhivske zbirke. V tem primeru ste se vam pa potem zastavili nadaljnji vprašanji. Prvič, kako oziroma na podlagi katerega kriterija poenotiti klasifikacijske znake za televizijske in radijske oddaje, ki nastajajo v različnih radijskih in televizijskih uredništvih in so različnega tipa. Potrebno je namreč upoštevati, da uredništva niso stalna. Uredništva nekatera nastajajo z leti, druga izginejo, tretje se združujejo. Uredništva niti niso enotna na televiziji in na radiju. Prav tako pa tipi oddaj niso vedno, tipi oddaj, se pravi, kakšno vrste je oddaja, niso vedno enako označeni. Predvsem zato, ker oddaja dobi, oddaja definirana z vidika uredništva, v katerem je nastala. Potem oddaje, recimo, imamo opredeljene v preteklosti kot zabavno-glasbene, pa potem samo glasbene, pa samo zabavne, pa potem kulturne, odvisno v katerem uredništvu, kako so v tistem času uredništva, v kakšni obliki so obstajala. In potem še drugo vprašanje, ki pa se nanaša na izvor oddaj, in sicer kako določiti roke hrambe z ozirom na izvor oddaj in posledično na nosilca avtorskih pravic, torej kako določiti roke hrambe za oddaje lastne produkcije, koprodukcije in tuje produkcije, glede na to, da so predvajalne pravice za oddaje tuje produkcije zapisane v pogodbah in niso enotne, pa tudi katero tuje gradivo posledično trajno arhivirati. To so taka kompleksna vprašanja, pri katerih se na tem mestu lahko vprašamo, ali so to res vprašanja, ki jih rešuje klasifikacijski načrt, in ali naj bi se to gradivo res razvrščalo potem s pomočjo klasifikacijskega načrta. Nenazadnje pa tukaj obstaja še neko splošno vprašanje, ki povzema praktično vsa ostala. Kako torej implementirati zakonodajne postopke, če recimo zakonodaja ne predvideva izjem, kljub temu, da so izjeme uzakonjene in obstajajo, se pravi primer televizijskega arhiva. Bi
na primer morali arhivsko zakonodajo za televizijski arhiv potem vključiti v dopolnilo zakona o RTV Slovenija, kot z nekimi in tam dodati neka dodatna določila v zvezi z ravnanjem v teh izjemnih primerih. Prispevek torej odpira več vprašanj, kot pa jih rešuje. Vendar pa si je za reševanje problemov in posledični napredek potrebno zastaviti tudi taka teoretično-praktična vprašanja, ki bi sicer mogoče ostala spregledana. Upam, da še vedno velja, da ni neumnih vprašanj, zato na tem mestu pozivam strokovnjake in organizatorje izobraževanj na to tematiko, da v svoja predavanja vključijo tudi odgovore na zgoraj zastavljene dileme in nejasnosti in s tem nam, kolegom v arhivih, pomagajo pri razjasnjevanju, predvsem pa pri enotni interpretaciji zakonodaje, povezane z varovanjem dokumentarnega in arhivskega gradiva. Hvala lepa.